ugled. Slovenija si bo povrnila, moramo si povrniti mednarodni ugled, kot ga je imela, kot smo ga imeli, zaradi zmage v hladni vojni. Spomnite se, da je pravzaprav Slovenija nastala zaradi tega, ker je bil konec hladne vojne in je torej Slovenija postala država v znamenju tega velikega premika v evropski zgodovini. Ugled, ki smo ga imeli v času osamosvajanja, zaradi svoje načelne politike v okviru Evropske unije NATO, slovenska zunanja politika bo, če bo SDS imela pri tem kaj besede, primerna položaju ali pa ustrezna interesom države, ki povezuje Sredozemlje s srednjo Evropo. Sredozemlje in srednja Evropa, ta povezava je bistvenega pomena. Smo za dobre odnose z Rusijo, seveda. Smo za dobre odnose z Rusijo, ampak tudi za dobre odnose z Ukrajino. Pri tem je treba reči, da seveda Slovenija ni neka umestna in neopredeljena, neuvrščena država med Evropsko unijo in Rusijo, torej ni nekaj vmes. Ravnanje Slovenije v svetu Evropske unije za zunanjo politiko bo načelno in prepoznavno. Za Slovenijo bo značilna vitka, izkušena in kompetentna diplomacija. Ministrstvo za zunanje zadeve bo zahtevalo večji delež v evropski diplomaciji in seveda predvsem nepristranski izbor slovenskih predstavnikov v evropskih in mednarodnih ustanovah. Drugo geslo, ki se mi zdi pomembno, je odprtost. Odprtost povezana z zahtevo ali pa z nekim drugim geslom, ki se je udomačilo v zadnjih letih, odprta vrata, okna priložnosti, politika odprtih vrat. Ob osamosvojitvi in ob koncu hladne vojne smo načrtovali, da bo Slovenija odprta za vse mogoče izvirne osebne pobude, za intenzivne mednarodne stike, izmenjave, predvsem pa za tuje naložbe. Politika nacionalnega interesa, kot smo jo bili deležni v preteklosti, ob zaničevanju, seveda ob eni strani samostojne nacionalne države in po drugi strani evropskih oziroma mednarodnih demokratičnih meril, ustvarja vtis zaprtosti, avtoritarnosti, omejenosti, nedostopnosti. Takšno usmeritev bomo spremenili in dali nov zagon odpiranju. In tretje geslo, nepristranost, sposobnost, kompetentnost, strokovnost. Slovenija, ki je leta 2008 dosegla mednarodno primerljivost na točki 91% evropskega bruto družbenega proizvoda, kasneje pa je znatno nazadovala, bo ponovno uveljavila mednarodno primerljivost meril. Z močnejšim in bolj prepoznavnim angažiranjem v mednarodnih ustanovah in povezavah se bomo osvobodili arhaičnih in anahronističnih političnih vzorcev, značilnih za razmere v času hladne vojne. V javni in državni upravi bomo sprejeli evropske vrednote, kot so strokovnost, kompetentnost, spoštovanje dosežkov ali, kot se reče s tujko, meritokracija. Slovenska in evropska javnost sta seveda zaskrbljeni zaradi gospodarske in politične krize. Slovenija in SDS kot del Evropske ljudske stranke se bosta uveljavili kot nosilki alternativne, reformistične in proevropske politike, to pa pomeni dobronamerne in konstruktivne rešitve. Da končam, uspešna zunanja politika pomeni pametno izbiro zaveznikov, podporo drugih držav in dobro diplomacijo, definicijo nacionalnega interesa na nek sodoben, evropsko primerljiv način in seveda posvetovanje znotraj vseh za zunanjo politiko pristojnih ljudi, skupin, ustanov in tako naprej. Hvala lepa.